Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Skupaj bomo skušali doumeti, kako se bere telemetrijo v Formuli 1. Mnogi izmed vas ste v samih komentarjih in tudi med prispevkom v živo izrazili željo, če bi lahko malce bolj podrobno razložil interpretacijo podatkov telemetrije. In seveda danes bomo skušali nekako v osnovni obliki pogledati, kako to gre. A treba se je najprej zavedati, da preden se še lotimo interpretacije pravih podatkov, se je treba vprašati dve temeljni vprašanji. Prvo je, kaj sploh primerjamo med seboj. Namreč telemetrija je, kar se tiče interpretacije, predvsem primerjava. Če pogledamo samo enega voznika v enem krogu, ne bomo v bistvu razumeli nič, kajti to kaže samo tisto stanje v določenem trenutku. Te podatke lahko primerjamo z ostalimi nastopajočimi in takoj razumemo, kdo je bil hitrejši na katerem delu proge in na to skušamo razumeti, zakaj. Po drugi strani lahko enega in istega voznika primerjamo v več različnih krogih in ga tako primerjamo s tistim, kar je bilo prej in mogoče onim, kar je bilo kasneje. Danes se bomo nekako opirali na tiste podatke telemetrije, ki so bili na razpolago po veliki nagradi Avstralije, ker je dirka dokaj sveža in imamo vsi v spominu, kar se je dogajalo. In prav ta drugi primer je specifičen, primerjava voznika v različnih krogih. Fernando Alonso in tista kazen, ki mu je bila podeljena po sami dirki, izhaja iz interpretacije telemetrije. In tu, na primer, imamo podatek, ki nam na prvi pogled ne pove nič. Graf hitrosti, seveda na določenih delih proge. Vidimo sicer, da v predzadnjem krogu je Fernando Alonso tam pred 6 ovinkov zmanjšal hitrost. Nekaj, kar v predhodnih krogih ni bilo razvidno na samem grafu. Ampak nam, navdušencem, v bistvu to ne pove nič. Zato moramo tu pri interpretaciji telemetrije imeti na razpolago še kaj drugega. In seveda, če pogledamo telemetrijo položaja stopalke za plin in stopalke za zavoro, bomo takoj opazili, da pravzaprav Fernando Alonso je spustil plin in seveda zaviral. Tako nam je tudi bolj jasno, kaj se je dogajalo v določenem krogu na določenem mestu in lahko bolje razumemo, zakaj so se komisarji odločili tako, kot so se. A ker smo mi navdušenci, ker nismo inženirji pri raznih ekipah, je treba poudariti še nekaj. Telemetrija obsega ogromno podatkov. Nimamo samo, na primer, hitrosti, samega položaja plina, stopalke za zavoro, imamo tudi, na primer, število obratov motorja z notranjim izgorevanjem, imamo položaj volana, imamo položaj sistema DRS in lahko bi naštevali še razne druge podatke, naprimer G-pospeške, temperature pnevmatik, tlak v samih pnevmatikah in seveda, če mi pridemo do tistih pravih podatkov, se bomo hitro zmedli, kajti preveč raznih stvari bomo imeli na vpogled. Zato se je vsaj na začetku pametno omejiti na tisto, kar pravzaprav nam pomaga priti do zaključkov. Naprimer, položaj plina, položaj zavor, prestava, mogoče sami število obratov v minuti in to je dovolj. A konec koncev je tu treba
postaviti drugo, bistveno vprašanje. Kaj hočemo vedeti? Naprimer, samo interpretacija golih podatkov nam ne pove nič. Tu imamo grafični prikaz, naprimer, končnih hitrosti velike nagrade Avstralije. In imamo primerjavo med vsemi vozniki, kar nekako sovpada s tistim prvim pogojem, ki sem ga podal. In kar takoj bomo videli, da ekipa Haas je imela z obema voznikoma izjemno hiter bolid. Ampak če se mi, navdušenci, ne vprašamo, zakaj je bil Haas tu tako hiter, bomo lahko hitro padli v zanko, ki ste jo lahko slišali, naprimer v sezoni 2023. Nekateri avtorji so trdili, da je imel Williams izjemno visoko končno hitrost, ampak niso se vprašali, zakaj so bile tu nastavitve, so bile tu specifike samega bolida, je bilo to nalašč ali naključno. Namreč, če imajo pri Haasu izjemno visoko končno hitrost, ali to pomeni, da so nastavili bolid na tak način, da ima nižji zračni upor in zaradi tega tudi manjši oprijem, gre za trditev, ki jo lahko preverimo dokaj enostavno. Namreč pogledali smo graf najvišjih hitrosti, zdaj pogledamo še najnižje. Namreč, če ima bolid ogromno oprijema, se bo to poznalo tudi pri najnižji hitrosti, ki jo doseže na sami progi. Visok oprijem, visoka najnižja hitrost. In tu pri ekipi Haas vidimo, da sta oba voznika zdrsnila po lestvici kar precej navzdol. Gre seveda za ugibanje, za interpretacijo, ampak običajno slabše ekipe nastavijo bolid tako, da ima visoko končno hitrost, ker se prehiteva po ravninah, se tako v bistvu slabši skušajo braniti v boju za tista mesta, ki mogoče pripeljejo do kakšne točke ali dveh. Seveda stara ukana, ki je tu dobila nekakšno potrditev. Ampak ne gre za neko pravo interpretacijo podatkov telemetrije. Gre samo za najvišjo in najnižjo hitrost, ki jo je voznik dosegel skozi veliko nagrado. Ampak sedaj se bomo usmerili na tiste prave grafe, tisto, kar običajno vidimo v raznih člankih, v raznih analizah. In seveda uporabljali bomo različne vire, ki nam bodo pa dali iste rezultate. Kot zanimivost bomo uporabljali dva primera, kjer sta udeležena oba voznika Scuderie Ferrari. Ne zato, da bi imel kaj proti njim, ampak na grafih, kjer sta običajno z rdečo barvo, najlepše izstopata. In začeli bomo z grafom, ki je nekako zanimiv iz strani samih kvalifikacij. Namreč tu lahko vidimo primerjavo, ki je Carlos Sainz mlajši bil bistveno počasnejši, naprimer od Maxa Verstappena. In seveda graf kvalifikacij, kjer vidimo, da je Ferrari Sainza skorajda v vseh elementih konkurenčen s tistim, kar je pokazal Verstappen, a razen med 9. in 10. ovinkom, točneje tam okrog 10. In tu vidimo, da je Ferrari Sainza bistveno odstopil od tiste krivulje, ki jo vidimo pri Red Bullu. In najprej je treba razumeti, kje sploh sta 9. in 10. ovinek, namreč, če gledamo samo razdaljo, če ne poznamo proge, ne bomo razumeli, zakaj gre. 9. in 10. ovinek sta tista šikana med drugo in tretjo cono DRS. In tu se sedaj lahko začnemo spraševati, kaj se je dogajalo s Sainzem, zakaj je izgubil toliko hitrosti, ni imel oprijema, je napravil napako, je bil dolg pri zaviranju ali kaj. Namreč pogledati je treba položaj stopalke za plin in mogoče zavor, a dovolj je pogled na graf, ki nam kaže položaj stopalke za plin, da bomo takoj ugotovili,
da Sainz v tem primeru se je igral s samo stopalko. Vidimo, da pravzaprav ni premočrtno. Običajno, če je vse v najlepšem redu v današnjem času, vozniki v bistvu uporabljajo tehniko, da ko je stopalka za plin pritisnjena 100-odstotno, je seveda stopalka za zavore spuščena in takoj na to, ko pride na primer kombinacija, vidimo obratno, da je seveda stopalka za zavore v 100-odstotnem položaju, medtem ko stopalka za plin popolnoma spuščena. Pri Sainzu tega ni bilo, obratno smo videli na primer pri Maxu. Lahko bi dejali, da je tu Sainz imel težave, napravil napako, mogoče je čutil kakšno bolečino zaradi operacije slepiča, ne vemo, ampak videli smo, da tam je nekaj šlo narobe. Ampak je bila to zadeva, ki se je ponavljala skozi celoten vikend ali slučajno prav na tistem kvalifikacijskem krogu se je nekaj zalomilo. Če pogledamo na primer podatke tretjega prostega treninga, bomo videli, da tam okrog 9. 10. ovinka ni bilo videti nekih resnih težav v primerjavi z ostalimi vozniki. Ampak, če pogledamo drugi prosti trening, bomo videli, da pravzaprav Sainz v 10. ovinku je imel podobne težave. Ne tako hude, kajti tudi šel je malce počasneje, ampak opazimo lahko, da pravzaprav tam nekaj ni bilo v redu in verjetno je tu posredi človeški faktor. In inženir, ko je videl te podatke, je lahko pristopil do Carlosa in ga vprašal, kaj je bilo narobe, zakaj nisi odprl plina pravočasno, zakaj se je to zgodilo, ti lahko, kako pomagamo. In seveda, če je Sainza v tistem 10. ovinku močno zabolela rana, kakšne velike pomoči strani inženirjev ni mogel dobiti. A po drugi strani, podobno branje lahko vidimo tudi pri Charlesu Leclercu na drugem prostem treningu, kjer pa lahko pridemo do čisto drugačnih rezultatov. V 11., 12. in 13. ovinku bomo takoj opazili, da je bil Leclerc dobesedno dolg. Plin je spustil, za svojimi nasprotniki je imel višje hitrosti, tako na začetku, kot tudi na koncu manevra. Ampak tu po 13. ovinku lahko opazimo nekaj zanimivega. Tako pri Red Bullu kot pri Aston Martinu so na tisti štartno-ciljni ravnini začeli pospeševati bistveno bolje od Leclerca. Poraja se vprašanje, zakaj. Namreč Charles Leclerc predtem je bil izjemno konkurenčen, hitrejši od obeh drugih bolidov. In seveda zopet sledi interpretacija. Mogoče pri Ferrariju na drugem prostem treningu so Leclercu dali nastavitev, ki mu je nudila več oprijema. Več oprijema, kot smo govorili malce prej pri ekipi Haas, pomeni višjo hitrost skozi tehnično zahtevne dele. In 11., 12., 13. ovinek so tisti, ki zahtevajo oprijem. Zato tu Leclerc si je lahko privoščil spremembo stila, torej kasnejše zaviranje in seveda višjo hitrost. Ampak ko se je prišlo na ravninski del, je seveda tisti višji aerodinamični oprijem se spremenil tudi v višji zračni upor. In zato Charles Leclerc v tistem drugem hitrejšem delu je bil praktično malce na slabšem. Zato marsikdaj mi navdušenci ne razumemo, da bolid, ki doseže najboljši čas na krog, še ne nujno pomeni, da ima najvišjo končno hitrost, gre za neke vrste idealni kompromis. A upam, da smo razumeli, da pravzaprav interpretacija telemetrije po svoje ni tako enostavna, ampak če si postavimo prava vprašanja in če primerjamo tiste prave podatke, lahko pridemo do zanimivih zaključkov.
marsikdaj se zgodi, da različni ljudje na osnovi istih podatkov pridemo do čisto različnih zaključkov. Ampak nič zato. Treba se je malce potruditi in videti, da je možno marsikaj razumeti. Če se pa samo gleda površno nekaj in hoče dokazati zadeve, ki niso razvidne, se pač pride v položaj, ko pravzaprav ni nekega razumevanja vsega tistega, kar se dogaja na progi. A za ta hiter pregled bo kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.